Tista navodila, dokument, ki si poslal, moram jaz tam se česa držati, jaz sem šel tako na hitro, pa to ni. Ni nobene panike, v bistvu zadeva. Ne zadostno boš dovolj. Pozdravljeni v oddaji podcasta BIM Pogovori, v kateri se z gosti sproščeno pogovarjamo o informacijskem modeliranju zgradb in informacijsko-komunikacijskih tehnologijah v gradbeništvu. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. V današnji oddaji pa lahko v bistvu pozdravljam Mateja Goloba, soustanovitelja agencije CorpoHub. Pozdravljen, Matej. Zdravo, Matevž. To mislim, da je skoraj prva takšna oddaja, kjer se bomo recimo kar krepko oddaljili tistih stalnic BIM pogovorov, kjer veliko govorimo o BIM-u in o tehnologijah in o programih in ponovadi o kakšni infrastrukturi in prenosu podatkov levo-desno. No, tokrat se bomo v bistvu bolj posvetili samemu bolj manj procesu, pa predvsem ljudem, ki nekako v tem BIM procesu nastopajo ali pa sploh nastopajo v kakršnikoli procesih znotraj podjetij. Tako da govorili bomo zelo zanimive stvari, meni v bistvu zelo ljube. Tako da, Matej, ponavadi damo gostu najprej priložnost, da v parih besedah se predstavi, zato da poslušalci vejo, s kom se bomo sploh pogovarjali. Jaz ponavadi ta svoj začetek, če imam kakšno delavnico ali pa predavanje ali pa kaj, kar upletem noter v vsebino in sicer vedno, kadar je nek nastop, neko predavanje, neka delavnica, pa konec konca tudi ta podcast, to je v bistvu nek produkt, neka storitev. Ne? Imamo ene, ki nekaj govorijo, ne? Mi trije, potem so pa eni, ki to poslušajo, ne? Ponavadi prostovoljno, včasih pa tudi ne, če je kakšna taka delavnica, ki so kao samo povabljeni. Ne? No in jaz takrat se vedno vprašam in rečem, da se ne vprašam to samo zato, ker je to del mojega nastopa, ampak tudi zato, ker hočem, da se to vedno vsi ti ljudje vprašajo, zakaj to počnemo, zakaj sta ti dve strani. Se pravi, zakaj smo mi danes tukaj, konkretno Matevž, Robi, jaz, ne? In recimo en del tega je potem tudi ta uvod, ki si me pač zdaj povabil, da povem. Po drugi strani pa rečem, zakaj pa ste vi prišli, ne? Zakaj pa ste prišli poslušati, ne? Ali pa na delavnico, ali pa zakaj ta podcast poslušate. Vedno je nekaj v zadnji in ko imamo to razpucan, potem lahko ugotovimo, a se kle sploh ujemamo, a je to, kar mi hočemo danes povedati, pa to, kar oni hočejo slišati, ne? Za kar so pač se naročili na ta podcast, a se to ujema in če se ne, je potem seveda treba popraviti. Zdaj, ali oni poiščejo drug podcast, ali pa mi malo vsebino popravimo, ne? Če je to ongoing. In ko delam tak uvod, jaz ponovadi rečem, ne? Kot je bilo že predstavljeno, da prihajam iz CorpoHuba, sem soustanovitelj in partner tle, in mi smo tako obsedeni s tem, da se vtikujemo v delo ekip, tam, ki nas pač pokličejo in nam to pustijo, da delamo, ne? Predvsem z namenom, da so veliko bolj učinkovite, mi temu rečemo lean ali pa vitko ali pa agilno, ne? Predvsem na področju razvoja novih storitev, na področju, ki je tak malo bolj nesiguren. Ne? In tam obstaja cel kup nekih metodologij in mi to nekako skombiniramo, odvisno od tega, kakšen je projekt, kakšna je ekipa, kakšna je firma in potem hopefully to oni čim bolj zagrabijo in potem res so veliko hitrejši, veliko bolj učinkoviti, vitki in agilni. Tako da s tem se ukvarjamo mi. Tole bo danes bolj kot ne vajna tema, zato ker vem, da Matevž mi zelo veliko o tem govoril že prej. Preden sva tebe dobila v goste, to mislim tako že leta prej, pa to. Ampak jaz bi mogoče samo vseeno te izval, da bi mogoče na kratko malo bolj razložil, kaj misliš s tem agilna metodologija. Jaz sicer vem, ampak ne, mogoče za najne poslušalce, ki niso toliko vešči. Ja, ker zdaj ne moramo reči, ne, dvignite roke gor uni poslušalci, ki že veste ali pa ne, zdaj moramo malo sklepati, ne. Zdaj moramo narediti en tako imenovan assumption, ne, predpostavko, ugibanje. In to je ena taka meni zelo ljuba beseda, predvsem je pa to nekaj, kar probamo mi čim prej poiskati pa odstraniti. Ne? In moj klasičen slajd, ko imamo delavnice pa predavanja, je, da assumption is the mother of all fuck-ups. Ne? In zdaj imamo mi nek assumption tukaj, da seveda velik del teh poslušalcev, ki posluša BIM-related stvari, kar pač vida počneta, je, da oni ne vejo, ne? Kaj je agilno, kaj je Scrum, mogoče design thinking, lean. In zaradi tega bomo zdaj malo tega uvoda naredili. Lahko pa, da smo se zmotili, lahko pa, da vsi to oni že poznajo. Ne? In recimo tukaj pride pol do tega konflikta med produktom, to je naše današnje govorjenje, pa med stranko, to so poslušalci. Ne? Jaz vedno tako vklapljam te metode, te stvari, ki mi delamo, kar v tisto, kar ponavadi počnem. Ne?
No in zdaj, če naredim en tak hiter pregled, ne? Se pravi, mi načeloma z 3 metodologijami delamo, ki jih mešamo, odvisno od zrelosti ekipe pa projekta. Na eni strani je design thinking, ki se ukvarja izključno s tem, da prav ugotoviti, a sploh mi vemo, a obstaja problem, ki ga mi rešujemo z nekim produktom, z neko storitvijo, z neko idejo, z neko startup idejo, blazno, ko smo zelo ljubljeni. A sploh obstaja ta problem, oziroma je ta problem dovolj močen, a imajo te stranke sploh problem, ki ga mi naslavljamo. Ne? To se v glavnem design thinking s tem ukvarja, skozi nekimi 5 fazami. Potem pa nekako se prelije v lean startup. Lean startup je pa ena taka zadeva, ki je mešanca leana, ki ga poznamo že kar nekaj desetletij iz proizvodne, ne? Ki gre predvsem za odstranjevanje vseh vrst waste, muda je ta japonska beseda, iz proizvodne, se pravi waste of time, resources, čakanje, nepotrebne zaloge, nepotrebni koraki. Ne? In zdaj v startup svetu je pa ne gre za proizvodno, ampak gre za iskanje, gre za validiranje tega novega, hopefully uspešnega produkta, ne? In tudi za iskanje teh assumptionov, teh predpostavk. In to se lahko dela na tak malo bolj efektiven način, tako kot se tudi proizvodna avtomobilov, recimo, ta zadeva izhaja iz lean, ne, in klasično izhaja iz Toyote, ne, avtomobile se lahko dela na malo bolj vitek, lean način, ne, ali pa na manj. In isto se tudi raziskovanje, testiranje, eksperimentiranje, ugotavljanje, kaj je tisto, kar bo res uspešno, ne, od te naše neke nove ideje, ki je taka dosti nesigurna. Se pravi, to raziskovanje se da tudi delati na malo bolj lean, vitek način, ne. In to se dela z nekim takim lupom, krogom, ki mi mu rečemo build, measure, learn. Nikakor se ne dela končne verzije produktov, ampak tako imenovane MVP-je, minimum viable product, kjer ti narediš glih toliko dober produkt, da testiraš neke kritične predpostavke, oziroma te assumptione, za katere veš, da če ne bojo res, se ti bo vse sesul, cela zgodba, cel poslovni model. Ne? In to je ta lean krog, ne, ki ga potem toliko časa delaš, dokler se ne začne ene stvari potrebovati, oziroma dokler ni tega učenja več. Ne? Agilno je pa en del, ki je lahko uporabljen tako v proizvodnji, recimo proizvodnji, če rečemo temu v softwarskem razvijanju, ne, v tam izhaja. Ne. Agile in Scrum je recimo en najbolj tipičen predstavnik iz tega agilnega pristopa, agilnih miselnosti, je pa, da se tudi vse te stvari v recimo proizvodnji softvera, v developmentu, pa tudi v vodenju projektov lahko delajo veliko bolj tako iterativno, tudi v krogih, ne, da se vsak dan ekipa v teh tako imenovanih stand-upih, ne, pobrifira, da je vse transparentno, da se ve točno, kdo kaj dela, kje se kaj zatika. Imamo tako imenovane te kanbane oziroma te table z listki, lahko so tudi digitalno, recimo Trello je en tak najbolj priljubljen produkt na tem področju. Ne. Skratka, gre za tako zelo iterativno, zelo transparentno delovanje oziroma način vodenja nečesa, razvoja produkta, razvoja neke startup ideje ali pa čisto klasičnega razvoja softvera. Ne. Prav to so nekako te 3 stvari. Bistvo je velika transparentnost, tako da vemo, da ne vemo vsega, pa ta kar dosti hitra iterativnost, da ni, dajmo mi pobrati tako imenovane requirements, ne, češ zdaj vse vemo, ne, in se zapreti za nekaj mesecev, pa bog ne da nekaj let, ne, noter in potem prideti ven z nekim produktom, ki v bistvu ne vemo točno, a bo to ali ne. Se pravi, iterativnost pa transparentnost. Tukaj si mislim, da je odprl cel kup enih takih zanimivih vprašanj. Jaz bi morda začel na koncu, kjer si ravno to iterativnost omenil in v bistvu te requirements, kjer se običajno v nekem waterfall modelu projektnega vodenja v začetka poberajo, pa se gre pol v bistvu po teh korakih celoten projekt. Ne. Tle bi jaz v bistvu recimo mačkam tako proti utež dal ali pa rekel, da gradbeništvo je ena taka mačkan specifika napram recimo neki avtomobilski industriji, ne? Kjer ponovadi jaz zmeri študentom rečem, koliko študentov, jih v bistvu vprašam, koliko študentov se je pa v nekem prototipu avtomobila sploh vozil že, ne? In jasno, noben ne dvigne roke. Ampak pa rečem, ampak v bistvu mi pa vsak dan živimo, delamo, v bistvu skratka delamo vse, kar delamo v nekih zgradbah, ki so dejansko prototipi. Je samo ena takšna zgradba načrtovana, ljudje so edinstveni bili, skupina ljudi, skupina organizacij, ki so delovala pri projektu gradnje ali pa načrtovanja, je bila edinstvena. Ne? Zato je morda to mogoče težko razumeti, ne? Kje bi se dal to iterativnost upeljati, ampak jasno, skozi vso to digitalizacijo in upeljavo različnih načinov dela, preverjanje digitalnega modela v bistvu in jasno, tukaj BIM definitivno igra veliko vlogo. Želimo jasno tudi v gradbeništvu pač ta cikl nekako
upeljati, zato da na koncu ta produkt ali pa v bistvu nek prototip, ki bo dejansko zgrajen, je sicer en edinstven, ki je zgrajen, ampak načeloma smo ga pa načrtovali v nekih ciklih. Ne? A lahko komentiram že tle? Ja, seveda. V bistvu se zdaj, ko si to govoril, jaz smo pred sabo odprt dejansko eno spletno stran, ki se prav spomnim, kje sem še poleg DRI-ja, ki je bil link do tega, da se mi danes pogovarjamo, za BIM slišal. In sem delal dejansko pred časom z enim posameznikom, ki je imel neko startup idejo, mislim, da zadeva še kar živi, sem bil mentor preko tehnološkega parka, Enjernej, Detail Luna, in on je delal en take zanimive stvari in tam skozi ta njegov projekt sem spoznal ta BIM in ima zdaj to njegovo spletno stran, ki sem končno najdel. Ne? In ko sem to gledal, pa tebe poslušal, sem rekel, se v bistvu v gradbeništvu, sploh tistem, ki je malo bolj ponovljiv, dejansko ta agilni pristop, iterativnost niti ne pride tako prav. In mi tudi vedno rečemo, če je ena stvar že proven, že tested, že vemo, da pač tako je in je ta recimo naslednja verzija samo malo drugačen flavor, malo drugačna barva ali pa nekaj manjšega, tam bistveno fulnega testiranja pa iteracije niti ni potrebna. In recimo na misel so mi prišle vrstne hiše. Recimo, če so to ene vrstne hiše, ki so že bile prej nekje delane na neki drugi lokaciji, potem sploh nobene iteracije potrebne. Mislim, ok, mogoče tam vidiš, kaj je bilo narobe, kje je kaj zamakal, pa zdaj to popraviš in potem pa narediš prvo in naprej. Ne? A pa tudi, če delaš majčkeno drugačne vrstne, ko narediš ta prvo, tam vidiš za ene stvari, mogoče ki si vseko malo popraviš, potem pa vsako naslednjo je pa v bistvu requirements so znani in v bistvu imaš lepo čisti waterfall in naročaš vse te faze, ker ne vem, kakšne so vse pri vas, pač točno tako, kot bojo šle. Ne. Zdaj drugo, ki pa ni, je pa recimo odziv ljudi na to. Ne. In zelo klasično v startup svetu in tle se mi non-stop srečujemo. Jaz vedno rečem, tehnične težave so sploh pri Slovencih, ker smo zelo tako inženirski pa tehnični, še najmanjši problem. Ne. Mi veliko preveč recimo naštudiramo, pa da v bistvu ne bo toliko tehničnih težav, da bo rešitev bo res delala. Veliko manj, jaz bi kar rekel 10:90 ali pa 20:80, pa testiramo oziroma ugotovimo, a bo market, oziroma se bo ljudje, a se bo userji, a se bojo stranke dejansko obnašali tako, kot mislimo, za to našo tehnično zadevo, ki jo bomo nekako skrbdali. In klepa ne moramo tega testirati. In tudi v gradbeništvu, recimo, ko ti nekaj novega narediš, ti si rekel, da delate recimo prototipe enkratno zadevo, če so res take bolj arhitekturne stvari, super, recimo, so neke zakonitosti, veš, da bo zadeva stala, da se ne bo sesula, da bo, ne vem, izolacija taka, ne vem, toplotni mostovi, pa vse te stvari, ki imate. To recimo se da tudi za simulacijo in pa za tem ArchiCAD s temi stvarmi, ampak ne veš pa do konca, dokler niso ljudje noter nekaj časa, nekaj dni, tednov, mesecev, kako se bojo res in počutili in obnašali. In recimo en primer, ki ga poznam, pa je tak zelo znan, je recimo, kako so, zdaj ne vem, kjer je država, ampak zelo, zelo verjetno je ena od skandinavskih, ker tam so največji cari, kar se tega tiče, res, prav, oni imajo to v krvi, ta način razmišljanja. Recimo, kako se oni odločajo, kako bojo spalali neke potke tam po nekem parku, se sigurno poznate ta primer. So tako naredili, pač so pustili un travnik, ali ne vem točno, koliko se ne spomnim vseh detajlov, ko so nekaj zgradili, neko novo, ne vem, poslopje in potem so videli, kje bojo ljudje hodili, kje bo večina ljudi udarila un shortcut. In potem, ko so videli, kje se je una potka začela delati po travi, so potem seveda zrisali cak in naredili lepo asfaltirali, pač, kar je bilo. In so v bistvu na ta način prototipirali oziroma testirali, kako se ljudje obnašajo. In zdaj pa dal en primer in sem ful vesel, da imamo zdaj to priložnost, ker bom javno povedal in tudi ime dal. Tlele, jaz sem na Viču in pisarno imamo pa v Tehnološkem parku, kar pomeni, da se vedno tlele po tej novi cesti Rdečega križa, ki gre od Tržaške spodaj po tistim novim vozom, do tja. No in tam je tudi en nov hofer, mislim nov, zdaj je že nekaj let. In tako, zdaj so ga malo razširili in jaz, ki se tam vedno mim vozem ali pa hodam ali pa s kolesom grem, opažam, kaj se je zgodilo. Čez cesto so seveda tam pospešeno zdaj, vama je to verjetno veliko bolj poznano kot meni, zgradili ogromno stanovanj. Mislim, da je delal stanovanjski sklad. Stanovanjski sklad investitorja, Prekmurci so delali, mislim, da je Pomgrad je delal, pa zdaj je samo kar nekaj s tem zelenim gajem dogaja, ki je bil Štrabak, pa v glavnem tako, majčkeno sledim te stvari. No, v glavnem, kar naenkrat je tam zdaj ful ljudi, ful družin, pa predvsem družin, ki stanovanjski sklad dela za družine in oni zelo veliko trgovino hodijo. In jaz vidim tam, kaj se dogaja in tisti, ki je pa načrtoval tale hofer, pa očitno ni upošteval tega.
in imaš tako, da če hočejo vse tiste blazne familije iz unih blokov, ne, prideti do Hoferja, načrtovano je, da bodo oni šli tako okrog, ne, do tam, ki je pač stezica, ne, in valjda ne grejo. Ne. In valjda je non-stop tam zrito in blatno in kaj sem jaz naredil, ne, to je pa ono, ko sem mi pred začetkom tega podcasta pogovarjali, ne, da pač eni naredimo en korak, ne, eni pa večina pa ne. In jaz sem seveda to slikal in poslal Hoferju. Sem rekel, a lahko to uredite, ker drugače pa ste imeli tukaj skozi blatno. Tlele je, ne vem, 1000 ljudi zdaj na novo preseljenih, ne, in skozi bojo tle hodili, naredite tle potko, ne. In potem Hofer sicer full fine, ker odgovorijo v nekem doglednem času, za razliko od kakšnih drugih firm, ne, ampak je bilo tako, smo poročili vodstvo, ne vem, neki tak dosti uradni odgovor je bil in kao, mislim, da je tako rečeno, da ne bojo nič naredili ali da bojo pretehtali možnosti nekaj takega. V glavnem, pa to je bilo zdaj že po moje 2 leti nazaj, ne. In jaz imam zdaj še enkrat slikom rekel, še vedno je ta blatna pot tukaj, ne, in naredite nekaj, če hoče, da je cel experience, ker vsi zdaj delamo ful na tem customer experience. Ne. In je fajn, customer experience je dober, imajo ful reklame, je visoka kakovost, nizke cene, vse skupaj, ampak tam je pa drag blaten. Ne. In to pač cel experience ni tako dober, kot bi lahko bil za ceno tam ene potke, ki je moja narediti. Jaz bi tukaj rekel najprej, da sem ful vesel, da imamo nekoga, ki gleda tako čist izven naše domene, zato ker bi te najprej, ker tam bi se ustavil pri ta prvi stvari, ki si jo razlagal v vrstnih hišah, ker ta prav gradbenik v meni ne more brez tega, da bi rekel, da to ni tako preprost. Če neč druge so lokacije, druge pa zahteve, druge pa tak naprej, ker v bistvu mi imamo težavo v tem, da nikoli niso iste zahteve. Ne? Ti govoriš o requirements, ki bi ne bili isti, ne pa niso, ne? Ker če neč druga imaš soseda druga. Ali pa parcela je druga, ali pa kakorkoli. No. Ampak se pravim, je pa zanimivo zaradi tega, ker ti vidiš stvari pač brez mej. Ne. Mene spominjaš nekega tega arhitekta, ko vidi pač prostor brez sten, ne, pa mi pač rečemo, ne gre. Ne. Tako da mi pa to malo ustavljamo. Ampak v bistvu, ko mi je Matevž predstavil idejo o tem pogovoru, ne, me je v bistvu totalno dobil na svojo stran, ko je rekel, da v bistvu bi lahko ti predstavil, kako sploh poteka tako uvajanje ni takih velikih sprememb, pa čisto od spodaj navzgor, ker to v gradbeništvu je to zelo počas, pa mi pravimo, da je to počas, industrija, pa marsikaj se ne da, pa tako naprej. Ne? In zdaj, ne glede na to, da praviš, da ne veš, kaj je dosti obimo, razen teh izkušenj, ko jih imaš s temi par posamezniki, ne? Pa verjetno si že videl, kje bi bile pa neke take priložnosti, ker bi se pa lahko gradbeništvo ali prek BIM ali pa kako druge priključili na ta vlak, ki bi potegnil naprej. Si mogoče kaj razmišljal v tej smeri? Konkretno, zdaj, če sem razumel, je kako ene take spremembe od bottom-up pa tudi od zgori uvajati, paralelno narediti za stvarmi, recimo, ki jih mi počnemo, pa prvo za vse neke take stvari. Ja, v bistvu, če mogoče sam še jaz eno dodam, no, ker je bilo to tudi, recimo, ki si pač začel okoli raznih metodologij in večkrat omenil neke startupe. Ne? Jaz mislim, da lahko rečemo, da naj slučajno poslušalci dobili nek napačen vtis. V bistvu tudi, jaz mislim, da lahko tudi neko uvajanje neke nove tehnologije in recimo, da BIM je v neki takem procesu uvajanja v obstoječe podjetja, lahko v bistvu dejansko smatramo kot nek startup ali pa v bistvu vsaj kot neko resno transformacijo ene pač organizacije v neko drugo obliko. To, kar si zdaj povedal, je točno to, je točno res. In to imaš recimo v tej zadnji knjigi od Erika Risa, ki je naš bog, ne, da temu rečem. Prebral. Ja, on je tako, mislim, on je fajn človek, predvsem zelo, zelo moteče jezik. In ko piše in ko govori, in ga je fajn poslušati. In načeloma ne govori nič bistveno mnogo, da bi si on kaj spomnil, on je pač pobral te stvari skupaj, ampak zelo lepo zloži in zelo lepo pove te stvari. Ne. In je nekako najbolj viden predstavnik tega celega gibanja, ne, Vitko, Lin. In recimo v tej njegovi zadnji knjigi opisuje točno to, kar si zdaj ti povedal. Ne? Da v bistvu klasični startupi, rečemo -5 let, ne, je bilo tako, ideja, produkt, ne vem, app ali pa gadget ali pa nek software ali pa nek SaaS, ali pa zdaj, hvala Bogu, mora biti Bitcoin nekje zraven, ne, ali pa blockchain. Ta ideja je v bistvu že stara, da rečem, stara tako nekaj let. Ne. Zdaj je koncept startupovstva. Ne. Startup je v bistvu časovno omejeno obdobje, ko neka ekipa preverja eno zadevo, kako bo ali lansirana ali implementirana, ali kako bo
sprejeta na trgu. Ta trg je pa lahko čist interni in ta produkt ali storitev je lahko tudi čist interna, ne? Kot je recimo uvajanje BIM-a nekje, kjer bi bilo to potrebno. Ne? In teh caseov je vedno več. Ne? In tudi mi zdaj najprej smo delali zelo veliko za startupi, potem za velikimi firmami, potem predvsem na produktih, ki bodo lansirani ven, recimo odprti trg za stranke. Zdaj pa vedno več tega, ko se neka nova stvar, ki ni še preverjena, ni še čist zihar, ni še rečemo testirana na notranjem trgu, hoče lansirati na notranjem trgu, se pravi zaposlenim, neka nova stvar, nek nov pristop. Ne. Recimo mi smo z enim, povem, za Telekom, pa za partnerjem našim, smo delali ene take podobne zadeve in je skozi eno vajo, design sprint, ki mi temu rečemo, je prišlo ven, da bomo delali na izzivu, kako konkretno pri njihovih prodajno-projektnih ekipah nek način vodenja uvesti noter. Ne? In recimo to ne gre v današnjih časih, bolj kaj zadeva tako komplicirano, ne gre več ta star način. Češ, direktor je rekel, poslal en mail, dal na CC 22 ljudi in to bo zdaj kar to. Ne? To danes ne gre več in to je jasno vsem že, in direktorjem, in lastnikom, in menedžerjem, da to ne gre več tako. Ljudje sicer lahko pokimajo, potem bojo pa na takšen drugačen način, če niso tega sprejeli za svoje, pač tega ne delali. Ne? In zaradi tega je treba to testirati. Reči, mi smo si zdaj zamislili, da bi bilo to na tak način, potem pa s temi iteracijami, s tem preverjanjem, mi temu rečemo customer discovery, testing, validacija, preverjaš, kakšna pa bi bila tista verzija, ki pa bi bila dejansko zares sprejemljiva na tem notranjem trgu, da bi ga potem uporabljali. In tle je od messaginga, kako ti to skomuniciraš, do kako jih vključuješ, do kako začenjaš, ne uno na veliko, ker vsi departmenti zdajle na polno od ponedeljka do 8 zjutraj zdaj to tako delamo, ker ne bo, ker bo revolt. Ne? In recimo, če naredim zdaj paralelo, pa počas odgovorim na to vprašanje, je če se je izkazalo do zdaj, da je recimo so neki, rečemo temu, starejši, iz 90-ih let pristopil v smislu, menedžer je rekel, je poslal en mail, tako zdaj bo, izkazal, da ne dela, potem rečeš, super, to je verzija 1, ki se je na notranjem trgu izkazala, da ne dela. Verzija 1 lansiranja tega produkta, tega pristopa, uporabljanja BIM-a. In rečeš, dajmo se mi malo pogovoriti z ljudmi, kako pa bi, na kakšen način pa bi oni, kjer pa imajo pa oni, da jih mogoče tale naš BIM lahko odpravi. In potem ti pivotiraš za pristopom, pa tudi s tem, kako boš začel. In v bistvu vse te uvajanja internih stvari v organizacijo, ki seveda s tem povzročajo neke spremembe in odpor, to je vse lahko stlačimo zdaj v koncept startupa, ker dejansko je. Startup je nekaj, kar je sigurno, ker ne veš, a bo sprejeto na trgu in ta trg je zdaj v narekovajih. Lahko čist pač interna populacija nekih zaposlenih, ki bojo nekaj sprejeli, uporabljali ali pa ne. In seveda, če ti kot nek strokovnjak veš, da je nekaj dobro za njih, to še ne pomeni, da so oni to sprejeli. Je pa seveda recimo skozi raziskavo, pa skozi case jasno, da če jih boš prepričal na tak ali drugačen način, tako kot prepričaš ljudi zunaj na trgu, da uporabljajo tvoj produkt, uporabljali to, bo to seveda na dolgi rok, na srednji rok dobro za njih, za firmo, za ekipo in tako dalje. Sam moraš vsem to, ta market approach narediti. In to je recimo kar precej novo, za veliko ljudi. Reče, kako ja, pa se pri nas, pa se to pa, če un reče gor na vrh, to tako mora biti. Ja, a gremo skozi dokaze, to ni tako, in obstajajo drugačni pristopi in primeri. Tako da absolutno se strinjam. Veš, kaj mene zanima? Zdaj, ko tam takle malo poslušam, se mi zdi, da imaš tako ogromno enih izkušenj, ker jih tudi tako deliš malo z nama, pa najnim poslušalci. Ampak mene bolj zanima tako, koliko delaš s kakimi podjetji iz industrije, ki bi bila vsaj podobna gradbeništvu, ker pri nas pač velja to gradbeništvo je bolj kot ne vem, cannot do industrija, vsaj v Sloveniji. A obstaja še kakšna druga podobna, pa da bi mogoče kakšne paralele s tako industrijo potegne? Mislim, če si delal mogoče s kakšno podobno. Vedno bolj se odpira ta trg. Zdaj recimo, tako ko se pogovarjamo o tem, zdaj tudi na par drugih tujih trgih malo skeniramo, pogledamo, kako so tam zreli. Jaz kar tako lepo povem iskreno, da v Sloveniji se je, kar se tega tiče, zdaj zelo, zelo odprli. Zdaj so tudi precej regulirane industrije, kot recimo Telekom in ostali operaterji pašejo samo noter, pa recimo s petrolom delamo tudi en del posla tudi precej reguliranega. So tako, recimo banke so še tiste, ki se še najbolj nazaj držijo, čeprav ne čisto, se kakšne malo poskušajo s kakšnimi hackathoni pa to, ampak tam je tudi še zelo tako.
se čuti že v komunikaciji, da je tako, da so v smislu tega načina še malo zadnji, ker jih tudi gre za razumeti. Imeli so eno ful veliko krizo, ne? Pa kljub samo je predvsej bolj regulirano kot je drugega. Ne? Ampak recimo tudi kakšne take malo bolj tradicionalno inženirske firme, recimo mi smo zdaj delali konkretno zdaj eno zanimivo stvar počnemo z Iskartelom, pa z Iskrajme, ko smo imeli ene stvari in tam tudi čutiš, da je tako, da je zelo še prisotno ne? Ja, zelo veliko stvari smo delali na tak način in na tak način smo bili dokaj uspešni. Zaradi tega je veliko skepse v smislu, ta malo drugačen startupovski način, to ne vemo čisto, ali je to res dobro za nas ali ni. To bi recimo kakšne take malo večje inženirske firme je tako še najbližje temu. Ali pa če rečemo po regulativi, so pa potem banke. In tle tudi zdaj na banko začenjamo neko zadevo in je tako, gre zelo tako previdno, predvsem moraš pa zelo podpreti z številkami zadaj. Recimo tudi ena zadeva je ena taka stvar, ki nam je zdaj v zadnjem času zelo, zelo všeč, je Google Aristotle projekt. Ne? Če ste to slišali, oni so par let nazaj delali, so hoteli ugotoviti in so imeli raziskavo, mislim, da 2 leti so delali, kaj dela tiste njihove najboljše time, toliko boljše od njih poprečnih, pa lahko vemo, da v Googlu so načeloma vsi že itak zelo dobri, ki imajo tak dober filter. In so pogledali, mislim, da 180 timov ali nekaj tasga, je vse javno napisan, tudi en zelo dober članek v New York Timesu je, in so ugotavljali, kje so kakšni vzorci pattern, niso nikakor odkrili, in da bi se to, kako je sestavljena ekipa, so same introverte, se take, se uni, da nič ni tako bistveno vplivali na to, da je tim res top performing. Doktor niso potem na koncu ugotovili, da ena stvar pa kljub vsemu se je izkazala, da vpliva in to bistveno bo, kot vse ostalo, na koncu nekih 5 teh kriterijev imeli in ena stvar, ki so jo izpostavili, je bila tako imenovan psychological safety. In to je ena taka čist soft stvar, do katere so prišli v taki zelo hardcore Silicon Valley numbers are everything kulturi. Ampak so prišli cel krog nazaj do tega, da je v bistvu ta psychological safety, ki je tudi ena taka dost še neznana zadeva, ker je pač tako softne in resne firme, ki imajo hardcore številke v zadnji, pa KPI-je, pa profit and loss in te stvari. A veš, je ta soft, to se malo kadrovska občasno nas malo počastiš kakšno delavnico, drugače pa to ni resna stvar. Oni so pa ugotovili, da je to tako pomembno. In ta psychological safety je tako, da v bistvu so 2 elementa. Eno je, da se ljudje v ekipi, in enota je pač ekipa, in oni so gledali, kako ekipe delajo, da se ljudje v ekipi počutijo tako dobro, tako varne, da lahko rečejo skoraj karkoli, brez da je pretiran strah, da bi bil nek backstabbing, da bi bilo neko zaničevanje, karkoli tazga tiska, ki te je strah, kdaj, in to občutiš v ekipah. Mi, ki delamo z ogromno ekipami okrog, vidiš, takoj začutiš, kjera ekipa je dost zrela, kjera pa ni, oziroma ima ta psihološko varnost. Kaj vidiš, da si eni neki mislijo, pa bi neki rekli, kontribuirali, en korak naprej, k napredku tega, kar pač ekipa ne bi počela, pa ne naredijo, ker veš, da se ne počuti ker ve, da če pa to rekel, bo popolno tako, pa bo ta zamer, in potem je večina ljudi tiho skozi, in nič ven ne pride, in potem ni nobenega napredka. To je ena stvar, psychological safety, druga stvar, ki pa je, in to tudi vsi poznamo, ki smo kadarkoli delali v ekipah, je pa, če je evenly distributed, se pravi, enakomerno razporejen doprinos članov ekipe. In sicer tako, če imaš recimo 5-7 članov ekipe, zelo vsi poznamo situacijo, ko recimo govori samo 1 ali pa 2. Tisti, ki imajo največ zapovedati, ponovadi so to ljudje z največ izkušnjami, z statusom, karkoli, samo to je slabo, to je za ekipo slabo, dokazano, za številkam dokazano, da je to slabo. In potem moraš to umetno delati tako, da imajo približno isto minutažo, da temu rečemo. Pa ne samo tako, da štopaš 3 minute, 3 minute, ampak tako, da je res cela ekipa tako dela, da vsi imajo svoj glas, ker potem spet dokazano hardcore za številkam, to vpliva na bistveno večji performance ekipe. In zdaj, ki je ta cel loop okrog prišel, in to je pač Google naredil, in potem so še ostali zelo number-driven technological companies začeli to poštevati, to zdaj tudi zelo na hard upoštevajo. In to tudi mi seveda delamo. In vedno, ko delamo z ekipami, eno so te metodologije, design thinking, lean, agile, vse te stvari, ampak jaz vedno rečem, to vse skupaj je čist brez veze, če vi ne boste poštimali ekipe. In pri kakšnih ekipah se to začuti. Jaz kar rečem, tale ekipa ni v redu, ne diha v redu, ne čuti se dobro. Morate to poštimati, ker drugače ti si vse brez veze. Lahko si naredimo mi veliko kanbano, pa listko, pa to pa ne bo delal, ker ne bo iskrenosti, ne bo transparentnosti, ljudje ne bodo dali sebe noter. In ker ne dajo sebe noter, ekipa ne živi.
Tako da, to je pa ta drugi del tega. Ne? Matej, dajmo kar nehati. Ne? Zaradi tega, ker z drugimi stvarmi, zaradi tega, ker te lahko tukaj na tem vrtam, v bistvu zdaj tako za 1-2 podcasta. Robi najbrž ve, zakaj, ne? Jaz bi rekel tako, ne? Da v bistvu absolutno se strinjam s tem. Ne? To je približno tako, kot s tehnologijami. Te absolutno lahko uvajaš ne vem kakšne tehnologije, če ljudje ne stojijo za tem, ali pa konec koncev uvajaš lahko agilne metodologije, Lean, Scrum, ni da ni, ne? Če ljudje niso odprti, pripravljeni na spremembe, dejansko se ne počutijo varne, ne? Potem je vse skupaj v bistvu brez veze. Samo to še dopolnim, ne? Tako, recimo, ne pozabiti, da imamo poslušalce tam, ki mogoče niso tako zelo noter v tem, pa niso vseh teh knjig prebrali, kot mi. Ne? To se je spremenilo zdaj, v zadnjih, zdaj bom lahko mimo žgal, 10, 15, 20 letih, ne? Ko se je tudi delo tako spremenilo. Danes je tako bistveno, da so ljudje ok, vsta psychological safety, pa vse to, da je to ok, ker sicer od njih ne bomo dobili to, kar danes rabimo. Včasih, ker je bila proizvodna, vse še vedno je zdaj veliko proizvodne, ker si ga ti tam postavil, pa si rekel, zdaj boš pa delal 8 ur, tlele boš premikal tole sem in potem boš to zabil in pritisnil ta gumb in boš to delal 8 ur. Tiste je bilo zelo lahko kontrolirati in nadzorovati in tam ni bilo treba nič tega soft, pa neki safety, pa to. To ti bo rekel, če naš to delo bo šel. Ne? Zdaj pa moramo tako delati in zdaj je bistveno drugačen fokus na teh ljudeh. Ne? Tako da to je treba povedati, da to je zdaj recimo novo, zaradi tega, ker je zdaj pač treba tako z ljudmi delati, drugače pač nimamo nič od tega. Ampak v bistvu tisto, kar mene dejansko mislim, kot rečeno, se absolutno strinjam, ne? Ampak jaz bi tako, kaj so tisti recimo taki baby stepi v bistvu napram temu, da ljudi iz ene take pozicije, kjer zavračajo to, niso odprti, ne želijo deliti z drugimi informacij, počasi pripelješ do tega, da pa v bistvu so pripravljeni do tega, da se počutijo varne. Ali to pride od ljudi sami, ali je tle res tisti management ali pa vodstvo tisto, ki more svojim zgledom, svojimi dejanji v bistvu počasi graditi to kulturo in počasi čakati na to, da se to prelije do zadnjega delavca nekje spodaj. Zgled, najprej bom kar do zadaj šel, zgled absolutno mora biti, ampak to najprej immediate leadership od teh recimo frontline ekip. Absolutno, če se kao manager, lider čist drugače obnaša kot to, kar pričakuje od njih, spet ne bo nič. To je absolutno, to je tako higienik, je pogoj. Oziroma pri matematiki, ko že rečemo, je potreben pogoj, ni pa še zadostno. Baby step, če si vprašal, bi pa rekel tako, najprej recimo te stvari predstaviti na čim bolj tak razumljiv način. In spet, kaj je razumljiv način? Je spet, gremo čist iterativno. Ne vem, v eni ekipi je to razumljivo, eni je drugačne, probaš. Tako da imajo ljudje recimo en jezik. In mi zdaj tudi delamo kar vedno več tudi z ekipami v javni upravi, ker je tako zelo zanimivo, ampak je tako, se vidi napredek in je dejansko res prav užitek z njimi delati. In recimo tam smo tako, pri nekaj ekipah smo tako vzpostavili najprej ta jezik, ta psychological safety, potem smo rekli, pač dokazano. In to, by the way, to, da imamo Google case, to tako olajša vse skupaj. To pa ni tako neki soft, neki tam neki coachi, bla, bla, neki new age thing, a veš, to se pa ljudje, kar, a veš, ne veš, Rečeš, ne, to je zdaj hardcore, to je zdaj hardcore kapitalistično, Silicon Valley, Google tako zdaj priznava in to dela. In potem se vsi pomirijo in reče, ok, to je pa zdaj resno. Tako da dobimo vsi isti jezik. Pa začnemo operirati s tem jezikom, pa rečemo, kje smo zdaj, ta ekipa zdaj ne funkcionira in pa si ekipa najprej prizna to. Ok, cool. In potem vedno moraš imeti zadnji tako številke, pa neke case, da pokažeš, da se ljudem ne zdi tako sam, to je zdaj spet neka nova scena, se bo šlo mimo. To so te baby steps. In potem, ko ekipa pa posamezniki začnejo to dojemati počasi, pol se začne počasi pravi korake delati. In potem pa pride recimo z zrelostjo ekipe, zdaj ostajam pač na nivoju ekipe, kjerkoli pač metodologija se dela, pride pa do tega in mi tudi tako kar rečemo, ko boste vi dojeli, kako lahko sami odločate o načinu dela, o metodologijah, o softveru, če češ, boste začeli v tej samoorganizaciji in by the way ta zadeva začenja zelo, zelo smrdeti ali pa dišati po tisti naši samoupravljanju od prejšnjih časov, ampak pač tle smo zdaj. Samoorganizacija ekipa, self-organizing team,
začne potem v ta scope, ki ga lahko sama začenja upravljati, pa samo organizirati, vleči tudi management. Ne? In imamo eno full fine zadevo, ki se reče management hacking, ne? Gary Hamel je full dober govorc in recimo mi delamo tudi dosti delavnice, ki se jim reče management 3.0 in se dejansko s tem ukvarja in tak en quote, ki ga jaz tudi vedno dam gor, ko pridemo do tega nivoja, se pravi, ne moš to kar na začetku, ko pa ljudje te gledajo čudno, kaj je to, kakšen management hacking, ampak greš ko počas, da mi je jasno, da veš, kaj se gremo. Ne? In potem ta quote, ki ga damo gor, je, da je management preveč pomemben, da bi ga prepustil samo menedžerjem. Ne? V smislu, ekipa so odloča o tem, kako bo menedžirana. In ko prideš enkrat na ta nivo, ne, potem ti začneš z tem startupovskim, a pa iterativnim pristopom tudi modelirati pa spreminjati način upravljanja ekipe, vključno z managementom pa z leadershipom. In potem greš to vedno večje kroge do na vrh gor. In to ne samo tako, da se oni spot neki puntajo pa to, ampak rečejo, ne, to je zdaj nov poslovni model, nam se zdi, da bo to boljš, kar pomeni, da morajo in incentivi in to in management mora biti zdaj malo drugačen, ker by the way, to je boljše za firmo, za performance, za ekipo, ne? In potem njih vključiš zraven. Ne? In v bistvu ta transformacija se absolutno v spodi začne, zdaj začne se pa lahko v spodi, če je dovoljenje pa podpora od vrha, da se to začne spode. To je en tak trik. Ne? Zgoraj mora biti dovoljenje, da se lahko spodaj začne. Ko nekako smo mi zdaj ugotovili po kar velikih teh projektih, ne? Da v bistvu samo v spodi nekaj začeti je zelo na trhnih temeljih, zato ker se lahko hitro zaduši od zgoraj. Če pa od zgoraj jim poveš, da imajo isti jezik, pa reče, ampak v spodi se bo pa začel, potem ima pa kar velike šanse. Vmes, ko si govoril, sem se takoj sprašal, kako bi se to dalo aplicirati tudi na izobraževalne organizacije, ampak to je mogoče kakšne debate za drugič, kaj misliš, Matevž? Ja, ampak vse v bistvu izobraževalne ima pač neke specifike, ampak mislim, da bi se tudi to dalo, ampak kot si rekel, v bistvu lahko pustimo to za kdaj drugič. Ne? Tako da ne bomo predolgi. Mislim, kaj se vem, jaz bi tole govoril še do jutri zjutraj, ampak vem, da Matej, ti nimaš časa. Bomo še kdaj drugič te. Bomo mogli počasi zapreti, drugače pa lahko, ja, mislim, kot podcast ali pa se bomo sigurno še kje srečali. Ampak te stvari se zdaj na polno se odpirajo posod in jaz sem vesel, da se na več različnih koncih o tem govori, ker potem je tudi vsem unim, jaz temu rečem pockets of resistance, ne, ker so pač zdaj, pa jih je vedno več, veliko lažje, ne, ker tudi zdaj, recimo, mi smo en tak mediator, ker rečemo, vse to delajo pa tam in imamo v teh velikih caseov in potem je vsem tistim lažje, ker lahko pa to rečeš, pokažejo s prstom pa rečejo, vse oni tudi tako delajo. Ne. Najlažje je pa vsem nam pokazati s prstom na Google. Ne. Google pa vsi častimo kot eno zelo veliko dobro firmo, ki je meratal, ki načeloma dela ta prave stvari in če zdaj se oni tako grejo, ne, ali pa mi res ne delamo nič narobe. Ja, sej v bistvu mislim, da je tudi isto moje priporočilo, ki ga gre nekako bolj v to smer, ne, v smislu teh recimo tudi soft skillov, ki so potrebni za to, da v bistvu lahko sploh začneš o tem razmišljati, ne, da se znaš pravilno pogovarjati, da znaš te pogovore tudi razumeti, pa malo manj pač dejansko štartati z neko kvazi metodologijo in takoj poimenovati zadevo in če ni Scrum pelan točno tako, kot so v Scrum Guide piše, v bistvu to polni Scrum in ne vem kaj še vse, ne? Ampak dejansko skozi nek tak dejansko proces počasi graditi bolj manj svojo obliko neke takšne agilnosti in zato, da so pač ljudje zadovoljni, ne? In učinkoviti hkrati. Ne? Zanimivo je, koliko zdaj to v bistvu postaja pomembno. Ne? Ker naenkrat smo se vsi, pač, ko smo malo v tem noter, začeli zavedati, da je v bistvu tako, niti ne rečemo tega eksplicitno tako na glas, ampak to, da so ljudje zadovoljni, ne? Zdaj lahko rečemo tle, employee engagement, pa vse te buzzworde skrivamo, ampak na koncu je to tako, da so ljudje happy in zadovoljni, zato ker kaj to pomeni? Iz njih bomo dobili veliko več, kar potem na koncu vpliva na bottom line, ne? Ker bojo potem stvari delali na tak način, kot si pa mi mislimo, da je fajn, da delajo. Ne? Tako da
To je zdaj, mislim, načeloma je to en tak dober čas, v katerem smo. Če to zdaj res, vse res, ne? Da se nam izkazali čez par let, da to... Pa to bo tako, čez 10 let bojo rekli, kaj so te govorili tam 2017, 2018, jo pa kaj, tam so se pri Googlu, smo so se zmotili za eno decimalko v bistvu. In bo to ven prišlo, ne? Zdaj so sicer skrili, ampak dobro, čez 15-10 let bo božji kaj drugega, ne? Ampak, če res verjamemo v te naše stvari, potem je tudi to čist dopustno. Ne? Ja, absolutno. Mislim pa, no, da če zaključamo v bistvu ta del, preden gremo na priporočila, tle v tele zapiske oziroma pač to, kar imamo mi pripravljeno, sem dal tudi to schemo nekak BIM procesa. Ne? Mi dva z Robijem se ponovadi hecava, kaj to je BIM proces, ali je BIM model, ali karkoli že, ne? Ampak na vsak način je proces. Ne? Ampak dejansko to je pisano na kožo v bistvu tem agilnosti in tako naprej. Dejansko težava, ki jaz vidim v podjetjih na splošno, je v bistvu ta pač nepripravljenost na to odprtost, transparentnost in pač na tak dejansko način drugačen način dela, kot smo ga navajeni, vključno z mano, ne? Da ne bo kdo mislil, da se pa jaz postavljam ven in rečem, da jaz sem boljši od vas. Ne? V bistvu sem enako kriv kot vsi ostali. Ne? Nič, bi jaz šel na priporočila. Matej, imaš morda kaj takšnega, da je udarno za naše poslušalce? Tako bi rekel, tako zelo generalno bi rekel, ne? Ker mi delamo tudi, dostakrat pripravljamo ljudi, ekipe na piče, ne? In potem ljudje, pač mene poznajo tudi potem, da sem delal nekaj let TEDx dogodke in pripravljal tudi govornike za na TED oder, za na TEDx, ne? In pa me vprašajo, kako, kje jih dobite, pa vse, pa rečem, ne, lej, samo ta generalka, samo ta vaja pred vzorcem publike, ki jo boš imel. Ne? In to lahko potem ekstrapoliramo tudi na, seveda kompletno na startup, na uvajanje stvari interno v firmah, karkoli. Se pravi, ko nekaj hočeš narediti, uvesti, lansirati karkoli, daj please najprej vzam en vzorec, ne, zdaj enega po enega ali pa po par naenkrat, ne, in jim samo povej, predno boš to na veliko šel, ne, samo reči, jaz bom tole naredil, zdaj, ali tole poslal, tole napisal, tole lansiral, tole ne vem, karkoli, ne, vedno dej stestiri na vzorcu tiste populacije, na katero ciljaš. Zdaj, ciljaš, a je to negovor, a je delavnica, a je produkt, ali je uvedba, ne vem, BIM-a, karkoli, dej se tako bistveno več pogovarjati, kot misliš, že dost, za tistimi, ki bo na koncu ciljna publika, za karkoli. To je moje priporočilo edino. Se pravi, karkoli zdaj delate, da je nekaj novega, nekaj drugačnega, kar še ne veste točno, a bo sprejeto ali ne, dej please, predno lansiraš, predno zaprošaš za nek budget, karkoli, vzem, ne vem, 2-3 od tiste ciljne publike, karkoli že počneš, in jim sam predstav, tako, čist neformalno, privatno reči, lej, I'm about to do this, povej mi, daj mi feedback, ne. Naredite to čim večkrat, ker to se ful premalo dela. In to je tak zelo, zelo splošen nasvet, ki je potem lahko se manifestira čisto v ali pitch predavanje, ali startup, ali karkoli. Ne. To je moj nasvet, ki je vedno uporabljen. Super. No, se nekaj takega, tale najm podcast. A je? Pičeva tistim parim ljudem, ki tole posluša, ne? Tako. Potem boste šla pa na veliko, potem boste pa kupila 2 strani v delu, pa ta glavne modrosti. Recimo, ne? Ja, ali pa Pop TV prevzela. Robi, imaš kaj, slučajno? Ne, danes se bom zdržal priporočilom, ker vem, da imaš ti zagotovo kaj. Absolutno, v bistvu. Skratka, jaz imam v luči tega današnjega pogovora pripravljeno v bistvu priporočila eno knjigo. Gary Peterson je avtor, knjiga ima pa naslov Crucial Conversations. Skratka, jaz sem audio knjigo preposlušal, super zadeva. Kot rečeno, moram reči, da bi moral vsaj osebno poslušati na vsake 14 dni. Ne? Zaradi tega, ker je polna enih nasvetov, kako sploh pristopati k recimo pogovorom, ali pa tudi pogovorom, ki so relativno težki. Ne? Od tega, da ne moreš nekomu povedati, da je nekaj narobe naredil, do tega, da ti to sprejmeš. Tako da mislim, da sem si je dal kar na spisek, da je moram poslušati čim prej spet. Mislim, da je to bolj manj vse za danes. Matej, predno rečemo adijo, kje te lahko poslušalci
najde na internetu, da ti kakšno stvar pošlje in se skratka uglasijo za kakšne dodatne informacije. Jaz ponavljam tako priporočilo, pač mene se hitro najde na LinkedInu, ne? Ampak dajte please, pač vsi tisti, ki bi radi stopili v kontakt. Jaz vedno rečem, imamo tudi predavanje delavnico na temo, kako z LinkedInom delati. Ne? Ko dodaš nek kontakt v LinkedInu, ne? Recimo, ko bo nekdo mene dodal, ne? Daj please ne sam dodati klasičen nek dopis, ki ga LinkedIn sam napiše, ne? Please add me to your contacts ali nekaj napiše. Daj add tekst ali nekaj tazga je tam se okenček pojavil in dopiši, reči, ne vem, poslušal sem podcast od Matevža in Robija in takrat sem prišel na to idejo in zaradi tega bi nekaj. Ne? Nek kontekst moraš ljudem dati, ko navežeš stik z njimi. Ne? In potem jaz se vedno, to pa obljubam, vedno se javim in odgovorim komorkoli, ki da malo konteksta, zakaj je mene dodal. Ker jaz načeloma dobivam vsak dan tam med 10 in 15 zahtevkov preko LinkedIna, sicer tudi iz tega sveta in pač gladko tiste, ki jih ne poznam, niti ne vidim, če se ne spomnim nobenega konteksta, ne, kaj je vzadi, pač sploh ne zbrišem. Ne. Če pa je kontekst, če pa vem, ne, in kdorkoli bi pač rekel, da sem poslušal podcast, ne, in imam eno zanimivo zadevo, ki bi res podebatiral, absolutno bom odgovoril in bo debata stekla. Jaz pa lahko poslušalcem potrdim, ne, da Matej dejansko to tudi dela, ne. Ker ko je mene rufno na LinkedInu je napisal, da si dopisuje na to in to temo. Ne. Tako da absolutno pomaga, ker danes sem enega dodal na LinkedIn in sem točno to upošteval. No, super. Sem se že nekaj naučil. No, jaz pa to že odprej delam, pa bi sam to rekel, da bom preskočil Matevža. Mene tudi lahko najdete na LinkedInu, tudi napišite, odkot me poznate, pa zakaj bi me radi poznali, ker drugače tudi pač ne dodajam. Če sem zelo dobre volje, jaz vprašam, od kje se poznam, ampak če ni odgovora, pač ne potrdim. Drugače pa še vedno velja robert@klinc.net ali pa na Google, zagotovo me boste našli. No, mene še vedno na spletni strani matevždolenc.com. LinkedIn tudi imam, ne. Ponovadi zelo temeljito to ignoriram, ampak se bom popravil. BIM pogovori so še smeri na spletu, Facebooku, Twitterju in YouTubeu tudi. Ne. Matevž, da lahko še nekaj? Absolutno. Moram povedati, da sva dobila eno pismo oziroma en e-mail, tako da seme je, ne? Zdaj pa upamo, da bo se sam kotaliti začel. Ja, res je. Super zadeva, hvala za e-mail, ampak to zasluži v bistvu objavil na Facebooku. Zadnjič sem obljubil, da bom, če dobim kakšen e-mail, da bom kaj objavil na Facebooku, tako da pričakujte kaj več na Facebooku od mene. Jaz bi se za konec še enkrat zahvalil Mateju, v bistvu, da si vzel čas, nas dejansko pojasnil zadeve okoli agilnega in lean pristopov in ni da ni. Ne? Mislim, kot rečeno, bi se jaz rad pogovarjal z njim še ne 2 ure, ampak morda kdaj drugič. Matej, res, najlepša hvala za tvoj čas. Hvala vama, je bilo veselje. To je vse za danes. Kmalu se spet slišimo. Adijo. Adijo.